V mirnem predelu Ljubljane, pravzaprav v slepi ulici, odmaknjeni od prometnic, stojita obdana z zelenjem dva vila bloka. Vsako stanovanje pa se ponaša še z veliko zunanjo površino, bodisi pritlično ali strešno teraso. V morda najelegantnejšega od vseh štirih se je povabila tudi naša ekipa. Tukajle nas nagovarja eleganca z veliko začetnico. Hkrati pa je tale 180 kvadratnih metrov velik dupleks, prefinjen dom mlade, aktivne družine. Nina, tukaj je res veliko elegance v tem stanovanju, pa me zanima, kaj so bila osnovna izhodišča. Je bila eleganca že od začetka na prvem mestu? V bistvu je družina zelo dinamična, igriva, živahna, radi potujejo, hkrati so pa želeli, se pravi, in barvito, elegantno stanovanje. Zato smo tudi v bistvu na ta način skombinirali in barve, in materiale, tako da v bistvu zavzema vse skupaj. V kateri fazi ste vstopili in a se je dalo še kaj spreminjati? Ste lahko vplivali tudi kaj na tloris? Ko smo prišli prvič na ogled, je bilo praktično stanovanje že vseljivo, se pravi, je manjkalo samo pohištvo. Se pravi, izdelane so bile kopalnice, položena keramika, sanitarna oprema montirana. Bila je pa ena v bistvu želja samega lastnika, in sicer za vašim hrbtom je stala ena taka kubusna kocka kot shramni del. To je že v bistvu že od začetka želel, da se poruši. Zato smo se tega tudi lotili. Kar je bilo v bistvu za dodelati, je potem ta pas tega parketa, ki je v bistvu bil neizdelan zaradi stene. Hkrati smo pa v bistvu tudi, ko smo steno podrli, zelo odprli ta dnevno-bivalni prostor, se pravi, v bistvu že ko priješ po stopnišču gor, se ti v bistvu odpira sam prostor zaradi steklene stene. Kako ste razmišljali o materialih, barvah in vzorcih? Zdi se mi, da je tukaj bilo res veliko ene pozornosti. V bistvu smo želeli ravno zaradi njih, ker so dojemljivi za take divje stvari, nekako najti neko ravnovesje med samimi elegantnimi materiali, se pravi veliko teh črnin, ki jih tudi vidimo. Predvsem smo se v bistvu osredotočili na tale otok, ki ima zelo prefinjeno izbran material. V bistvu ta umetni kamen, ki pa ima zelo izrazit vzorec. Potem smo se v bistvu na vsaki sobi ustavili, glede na to, da sta v bistvu tudi dva otroka, da ima vsak neko svojo zgodbo, svojo barvo, in s tem smo v bistvu dodali neko to celovito rešitev celemu stanovanju, da je pač poln izgled. Dupleks stanovanje se nahaja v montažni hiši, zato so bile spremembe lažje. Največ so jih doživele že izdelane kopalnice, v katerih je bila položena intenzivna keramika v videzu kamna z zelo močnimi žilami, kar so skušali skrivati in omiliti s pohištvom, tapetami in ogledali. Oprema je narejena po meri in navduši že takoj ob vhodu. Pri vstopu v stanovanje je element garderobne omare, za njo pa so nanizane sobe. Najprej dekliška s svojo kopalnico, nadaljuje se v gaming in fantovsko sobo s pripadajočo kopalnico ter utility. No, tukaj se pa nekako vidi, komu pripada takale soba, ne? Ja, tale sobica pripada pa eni luštni deklici, ki je taka energična, zgovorna, predvsem se pa v bistvu nekako z njo poistovetiti sama sobica. Je res barvita v pastelno-roznih tonih. Povsem mogoče je poudariti tukaj potrebno to veliko ogledalo, zakaj je narejeno, da ima tukaj v bistvu dovolj prostora, da lahko malo popleše. Hkrati smo pa celo steno oblekli v neko tako mehko tapeto, ki pooseblja neko tako zgodbo te plesne elegance. In zato je tukaj tudi neka taka balerina. In je očitno tudi uspešna plesalka, glede na vse tele medalje. Tako kot vsaka soba ima pa tudi ta svojo pripadajočo kopalnico in seveda se vidi, da je vse kombiniran v teh roza tonih, veliko prostora za ličenje, se pravi, da je naravnost narejeno za njo. In kje sva zdaj, Nina, v sobi s tako čudovitim napisom "Dajmo ostati v Pojsli", čim dlje? Zdaj smo v fantovski sobi. Sobica je sicer zelo preprosta, ima zelo nevtralne pastelne tone, te modre barve v kombinaciji z belo. Smo pa njemu naredili posebno steno, ki smo jo obdelali v beton luk, se pravi izgled betona. Na njo pa postavili tako sliko lune z ambientalno osvetlitvijo, da ima zvečer malo bolj tako intimno vzdušje. No, in takelega prostora še nismo imeli v ambientih, torej soba za gaming, za igranje igric ali kako?
Recimo, ker v bistvu fant nima v svoji sobi prostora za delovno mizo, smo nekako tale prostor izkoristili za delovno mizo, ker pa je prostor sam po sebi precej dolg, pa dost ozek, smo izkoristili prostor še za raztegljivo sedežno garnituro, tale TV element z igralno konzolo. Posebnost te živahne sobice pa je tudi tale precej atraktivna in barvita tapeta. Po stopnicah se povzpnemo v zgornje prostore, kjer se nam odpre dnevno bivalni prostor z veliko teraso. V sklopu zgornjega nadstropja je tudi spalnica za starše s kopalnico, zasebno teraso in stranišče za goste. Že nekaj časa opažamo trend črnih kuhinj, ki seveda dodajajo neko eleganco. Po drugi strani se črne barve, ko gre za velike površine, ljudje bojijo. Zakaj tukaj deluje dobro oziroma uravnoteženo? Ravno z razloga, ker je v bistvu stanovanje zelo svetlo, veliko okenskih površin ima, visoke stropove, hkrati pa v bistvu elementi teh črnih površin kuhinje s protiutežjo tega otoka ne delujejo pretežko. Tukaj ste rekli, da gre za kakšen material in kako se obnese pri vsakodnevnem delu v kuhinji? Gre za umetni tehnični kamen, tale je sicer v izgledu marmorja, tudi obdelava je v CI izvedbi. Ravno s tem smo malo dvignili prostor, se pravi, v bistvu je ta izgled tega nekega prestiža, luksuza. Izbrali smo pa intenziven vzorec v teh zelenih, pastelno-bež in zlatih tonov. S tem povezali v bistvu z dodatki, kot so ročaji na omarah, armatura na umivalniku in minimalistična linijska luč nad dotokom in v bistvu celotno vse poveže kuhinjo. Nina, v oči takoj pade v tem osrednjem prostoru tale kos. Kakšna je njegova zgodba? Iskali smo nek poseben kos, ki bi nekako zaokrožil celovito zgodbo celotnega interjerja in našli tole posebno omarico, ki deluje taka lahkotna zaradi kovinskega podnožja, hkrati pa ima tako spiralasto zgodbo nekega vzorca in deluje precej zanimivo. Wow, res je super. Čaka, pa je not? Minister za zdravje opozarja pa to, ne? V dnevnem prostoru je bež kavč z nežnimi okrasnimi blazinami v zelenem odtenku. Prostor je svetel, mimo steklene stopniščne ograje pa se nadaljuje v spalni in garderobni del. Tukaj sva pa zdaj v glavni spalnici, a ne? Ja, res je. In ta spalnica dobiva svojo posebno mehkobo z oblazinjeno posteljo v bež tonu in pa zanimivo rožnato tapeto, ki je nek tak subtilen, nežen efekt. Vse te zgodbe teh ličnic, perforiranih, zarezanih elementov se tudi tukaj ponovijo. Predvsem poseben detajl so teli zaokroženi elementi na sami ličnici, izdelani iz dveh tekstur. In pa seveda poudarki teh kovinskih zlatih ročajev, ki se čez celotno stanovanje ponovijo. Podobno se čez celo stanovanje ponavljajo narebrane površine, s katerimi so ustvarili globino, 3D učinek, razbili ravne linije ter dobili igro svetlobe in senc. Medtem ko so na prehodih uporabili okrogline, ki delujejo bolj mehko. Greh bi bil, če take lepote ne bi dobro osvetlil. Sicer tukaj imamo že veliko tudi naravne svetlobe, ampak sigurno ste veliko razmisleka dali tudi svetilom. Ja, sicer pri sami osvetlitvi nismo imeli toliko prostih rok, ker so bile inštalacije že narejene, tako da smo minimalno lahko spreminjali oziroma prilagajali, predvsem smo prilagajali v bistvu elektroinštalacije v sklopu opreme. Sama svetila smo pa potem izbirali glede na to, kako so bila pozicionirana in kakšno svetlobo so dajale. Stanovanje je res svetlo, danes žal ne, zaradi dežja, ampak ni neke bistvene potrebe po neki ogromni razsvetlitvi, ker je že samo stanovanje tako svetlo. Tudi zaradi 3 teras, ki kličejo k preživljanju trenutkov na prostem. Že v samem zgornjem delu stanovanja imamo 2 terasi. Ena je v sklopu spalnega in kopalniškega dela. V tem dnevno-bivalnem delu pa imamo ogromno teraso, ki kar vabi k druženju. Se ne vem, kako se na koncu sploh odločijo, kje so rajši, zunaj ali not? Ja, zelo so radi zunaj.